Zdaj pa pojmo v Rogatec, ki je po svoji prvi znamenitosti skupini Mi2 končno dobil še drugo. Osnovno šolo, ki razpada hitreje kot jetra tipičnega oboževalca prve. Dajmo pogledati, kako izgleda primarno šolstvo na periferiji. Na Štajerskem v Rogatcu več kot 200 otrok obiskuje osnovno šolo, ki močno zamaka streha, odstopajo razmočene stene, prvošolci pa imajo stranišče kar v razredu. Prav ste slišali, gledalke in gledalci, stranišče je v razredu. Rogatec ima torej edino šolo v državi, kjer se lahko pri isti uri naučiš osnov matematike in anatomije hkrati. Poleg kreativnega združevanja ur ima tovrstna ureditev še druge pozitivne učinke. Prvič, med opravljanjem potrebe učenci ne zamujajo snovi. Drugič, na WC-ju si noben ne upa enega pržgati. In tretjič, stanje na osnovni šoli je idealno za nastanek glasbenih hitov, kot so Čista jeba! Posledic sumljivih A tako lepo pa nisem zapel, hvala lepa. Jure Godler. Posledic sumljivih dolgov prejšnjega ravnatelja pa ne čutijo samo učenci, pač pa tudi zaposleni. In ne govorim o stranišču sredi zbornice, učiteljem tega ni treba upravljati na tak način, oni gre v gost. Govorim o največjih legendah slovenskega primarnega šolstva, o hišnikih. Hišnika streho po vsakem dežju zasilno zatesnita. Na šoli pa skoraj da ni stene, ki ne bi bila razmočena. Tukaj spušča iz oken ob robovih je vedno problem. Se tukaj nabira voda, zmeraj. Tako. A se lahko zamislite, če si hišnik v Rogatcu, moraš biti večino časa na strehi in krpati luknje, namesto da bi kot vseh normalnih šolah v miru pil v kurilnici. Pa kam smo prišli? Ker v šolski kuhinji ne deluje pomivalni stroj, nastradajo tudi kuharice. Že nekaj časa namreč počnejo to, kar načeloma počnejo učenci višjih razredov. Drgnejo na roke. A vi v teh letih niste drgnili? Valjda ste, če še ni bilo pomivalnih strojev. Kuharice v Rogatcu jo drgnejo vsak dan. Posodo, pa dajte no nehat, publika, kaj z vami? Župan občine Rogatec šoli sicer obljublja pomoč, a ravnateljica mu odgovarja. Obljube, bomo, jaz rabim zdaj. Včeraj. Le s 5000 evri, ki jih prihodnje leto za naložbe v šoli predvideva občinski proračun, bodo vedra še naprej del šolskega vsakdana. Kdaj zdaj rabiš? Zdaj ali včeraj? Vsekakor upamo, da se bo zgodba za učence in zaposlene končala srečno. Prav tako pa upamo, da tale vedra uporabljajo zaradi zamakanja in ne kot pisoar. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.